Zdravo, poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera. To je dnevno informativni podcast Večer je zjutraj. Veseli smo, da ste v naši družbi. Danes je četrtek, 18. december 2025. Moje ime je Mitja Sagaj. Katere teme izpostavljamo tokrat? Digitalna mobilnost na preizkušnji. Uporabniki aplikacij Marproma poročajo o napakah in nelogičnostih. Kaj odgovarjajo v Marpromu? Civilni iniciativi za Kozjak in Selnica ob Dravi prekinjata dialog z investitorjem črpalne hidroelektrarne Kozjak. Očitke o zavajajočem komuniciranju, lažnem prikazovanju podpore javnosti in izkrivljanju odločitev evropskih ter ustavnih institucij pri projektu. Od hobija do prepoznavne blagovne znamke. Bettina Gomboc z unikatnimi personaliziranimi izdelki Lamaj ustvarja zgodbe za najmlajše. Naročite se na podcast, da boste obveščeni v izdaji naslednje epizode. Vse skozi smo z vami na vecer.com. Digitalizacija javnega prevoza je obljuba večje dostopnosti, preglednosti in udobja za potnike. A praksa je pogosto bolj zapletena. V Mariboru se ob posodobitvah aplikacije Marprom Shop odpirajo tudi vprašanja o delovanju druge ključne aplikacije M-mobilnost. Bralci opozarjajo na nelogičnosti, netočne podatke in tehnične težave, v Marpromu pa zagotavljajo, da sistem deluje in da napake sproti odpravljajo. Kje je razkorak med uporabniško izkušnjo in uradnimi pojasnili in kaj to pomeni za prihodnost digitalne mobilnosti v mestu? Z mano v studiu je kolega Aljoša Peršak. Aljoša, zdravo. Zdravo, Mitja. Povej nam, na kaj nas je bralec opozoril tokrat, za kakšne anomalije gre? Po našem članku o težavah s mobilno aplikacijo Marprom Shop, v kateri dobroimetje izgine po mesecu dni, se na Večer obrnil bralec, ki meni, da je digitalizacija storitev Marproma farsa. Težave so namreč tudi z drugo njihovo aplikacijo M-mobilnost, kot si omenil. Opozoril je, da po nakupu vozovnice na aplikaciji M-mobilnosti te ni mogoče uporabiti takoj po nakupu, da je težava tudi načrtovanje poti na aplikacije, ki je po njegovem dobro zamišljena, a ni vedno uporabna. Poslal nam je recimo konkretni primer načrtovanja poti z postaje Fontana, kjer je aplikacija predlagala odhod linije P15 ob 10:57, vendar je odhod avtobusa po voznem redu 10:42 ali 11:17. Tretja pripomba pa se nanašala na možnost sledenja avtobusa v aplikaciji, ki je pogosto nemogoča. Po njegovem se pojavljajo pogoste težave na strežniški strani. Ok, kar nekaj očitkov, težko je tako načrtovati pot. Očitno povej nam, kako na te očitke odgovarjajo v Marpromu, kako prepričljiva se ti zdijo ta pojasnila, predvsem pri razlagi netočnih voznih redov in delovanja načrtovanja poti. Ja, Marprom se je po pripombah potnikov in tudi naših člankov kar angažiral, je treba povedati. Odločili so se recimo, da bodo 1. januarja iz prodaje umaknili papirnate avtobusne vozovnice z eno vožnjo, kar pomeni, da se bo vozovnicam, kupljenim v mobilni aplikaciji, rok veljave podaljšal z 1 meseca na 3 leta. Ob tem so tudi pojasnili, da poteka posodobitev aplikacije Marprom Shop, po kateri bo ta uporabnikom bolj prijazna, tako obljubljajo. Glede zadnjih pripomb bralca pa so odgovorili, da ne držijo navedbe glede časovnega zamika pri nakupu vozovnice, torej če potnik kupi enkratno vozovnico direktno v mobilni aplikaciji, jo lahko na avtobusu uporabi takoj. Pri netočnih voznih redih na aplikaciji so priznali, da občasno res prihaja do napak, saj naj bi Google občasno zavračal objavo posodobljenih podatkov voznih redov. Težave pri sledenju avtobusov pa so stvar preteklosti, pravijo, zagotavljajo, naj bi bila ta težava že odpravljena. Upamo, da res v letu 2025, skoraj 2026, to ne bi smel biti problem, in ker se oziramo v prihodnost, da omeniti, da Marprom v luči digitalizacije razvija novo mobilno aplikacijo z delovnim imenom MB Connect. Ime obeta veliko, kaj pa naj bi nam ta aplikacija prinesla, pa kdaj se morda lahko nadejamo. Zdaj o tej novi aplikaciji še ni veliko znanega. Po nekaterih napovedih naj bi zaživela do julija prihodnje leto. Združila pa naj bi različne storitve, torej zraven vozovnic na avtobusih še vozovnice za vzpenjačo in plačevanje parkirišč. V naslednji fazi pa naj bi povezala še storitve na kulturnem, športnem, tudi drugih področjih pod okriljem mariborske občine, holdinga javnih zavodov MB Connect, torej se bomo povezali v Mariboru. Super, za prihodnost gre. Hvala, Aljoša.
Projekt črpalne hidroelektrarne Kozjak, ki ga vodi družba Dravske elektrarne Maribor, ostaja eden najbolj spornih energetskih projektov v severovzhodni Sloveniji. Civilni iniciativi za Kozjak in Selnica ob Dravi sta zaradi, po njunem mnenju, sistematično zavajajočega komuniciranja investitorja prekinili dialog z Dravskimi elektrarnami Maribor ter od njega in pristojnih državnih institucij zahtevata javne popravke in ponovno presojo državnega prostorskega načrta. Kot poudarja pooblaščenka obeh iniciativ Dominika Švarc-Pipan, Dravske elektrarne v medijih in oglaševalskih kampanjah projekt predstavljajo kot rezultat sodelovanja z lokalnim prebivalstvom, kar po navedbah iniciativ ne drži. Prebivalci Selnice ob Dravi in Kamnice so se na zborih občanov večinsko izrekli proti projektu v obstoječi obliki, sklepi pa so pravno zavezujoči za lokalne oblasti. Civilni iniciativi poudarjata, da z investitorjem ne sodelujeta in nista bili vključeni v pripravo študij ali projektne dokumentacije, kljub drugačnim javnim trditvam Dravskih elektrarn. Posebej ostre so tudi kritike glede navajanja stališč Evropske komisije in Ustavnega sodišča. Dravske elektrarne Maribor namreč trdijo, da sta obe instituciji potrdili ustreznost obveščanja in sodelovanja javnosti v postopkih priprave državnega prostorskega načrta, kar iniciativi označujeta kot strokovno izkrivljanje dejstev. Evropska komisija vsebinske presoje projekta sploh ni opravila, Ustavno sodišče pa se do zakonitosti postopkov ni opredelilo, temveč je pobudo leta 2011 zavrglo iz procesnih razlogov, kar je bistveno drugače kot vsebinska zavrnitev. Civilni iniciativi opozarjata, da takšno oglaševanje dodatno spodkopava zaupanje javnosti in legitimnost projekta. Od investitorja zahtevata prenehanje zavajajočih kampanj, korektno in transparentno obveščanje ter razveljavitev ali ponovno pripravo državnega prostorskega načrta skladno z zakonodajo in Aarhuško konvencijo. Opozarjata tudi na konkretne težave na terenu, od vstopanja na zasebna zemljišča brez soglasij do dejstva, da prebivalci, ki jih projekt neposredno zadeva, še vedno niso prejeli uradnih pisnih obvestil. Betina Gomboc iz Svetega Jurija ob Ščavnici leta 2015 svoj hobi postopoma razvila v majhno podjetje z imenom Lamaj. Sprva je izdelovala personalizirane zapestnice za lastno uporabo in darila, kmalu pa so sledile še priponke za dude. Danes njen nabor izdelkov obsega še oznanilne ploščice ob rojstvu, personalizirane otroške bodje, plišaste zajčke z imenom, obeske ter torbice za ličila. Vsi izdelki nastajajo po naročilu in so prilagojeni željam strank, zato je vsak kos unikat. Pri ustvarjanju Betina sledi trendom predvsem na področju barv. Trenutno prevladujejo nežni odtenki, kot so bež, bela in rjava, sama pa se razveseli tudi naročil v bolj živih barvah ali novih barvnih kombinacijah. Povedajo, pri delu vodita predvsem ljubezen do ustvarjanja in do otrok, kar se jasno odraža v izdelkih namenjenih najmlajšim. Ime Lamaj je nastalo z združitvijo igrivega začetka La in imena starejšega sina. Betina ima danes 3 otroke, ki z zanimanjem spremljajo njeno delo, najstarejši pa pri ustvarjanju tudi aktivno sodeluje. Njegova ideja za priponke z velikimi rožami se je izkazala za zelo priljubljeno, tudi mlajši sin pa že prispeva svoje zamisli. Ideje za nove izdelke Betino prešinejo v vsakdanjih situacijah. Ko razvije nov izdelek, preizkuša različne materiale, tehnike in barve, dokler ni zadovoljna s končnim rezultatom. Nato izdelek fotografira, opremi z opisom in ga predstavi na družbenih omrežjih, kjer se tudi največ promovira. Najbolj prepoznavni izdelek ostaja priponke za dude, pri katerih je še posebej ponosna na možnost uporabe šumnikov v imenih. Čeprav izdelava posameznega izdelka ne traja vedno dolgo, veliko časa vzameta fotografiranje in priprava pošiljk. Kljub temu Betina poudarja, da so pozitivni odzivi strank, prijazna sporočila in fotografije zadovoljnih otrok največja nagrada za njen trud in delo. To je bil Večer zjutraj 18. decembra 2025. Z vami sem bil Mitja Sagaj. Kakovostno novinarstvo lahko podprete tako, da se naročite na tiskani in spletni Večer, postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podkastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravlja naši novinarji in jih drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet. Želimo vam odstreti vpogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Se beremo in slišimo.